Delali bomo bučne njoke z jami v mako. Lepo zdrav, mi družba, in dobrodošli nazaj v novi epizodi Hitro, preprosto, jami. Spet vidite, da imamo v rokah tukaj le bučo, kar pomeni, da bomo danes spet nekaj ustvarjali z bučo, in sicer delali bomo bučne njoke z jami v mako. Boste videli, kaj je jami v maka. Mislim, meni je dobra, tako da pač zaradi tega jami, pa z tega, kaj je moja maka, recimo, da je zaradi tega tudi jami v maka. Tako da prvo stvar, v bistvu, kaj bomo naredili bomo recept v dveh korakih. Najprej bomo naredili bučne njoke, pol pa naredimo mi še tole našo omakco. Vmes, ko se bojo njoki pripravljali, se bo omaka delala, tako da pol vse skupaj vržemo na konc, pa bo bomba. In najbolj, da kar začnemo. Tole lahko uporabite Hokkaido bučo, lahko uporabite masleno bučo, to je tista ta osmica buča. Prvo, kar moramo narediti s tole bučo, je, da se olup, pol jo pa izdolbamo, se pravi, ven poberemo peške in jo narežemo na nekje 1 cm debele trakce. In je to. Sam, kako mi to najrajši naredimo, da uporabimo malo čarovnije. Evo, takole. Pa imamo narezano tole našo bučo. In pomembna zadeva zdaj, kar bomo naredili, je to, da jo spečemo. Oziroma ne bomo jo spekli, lahko bi pomenovali to, da jo bomo malo izsušili. Ker problem pri buči lahko hitro pride to, da polk jo naprimer tenstamo, če bi jo pokuhali naprimer, ne pa polk jo tenstamo, da naredimo njoke iz tega, je problem, da je rata ful mokra in pač to moraš dati neomejeno količino moke pol noter, da te stvari lahko sploh spravaš v neko kompaktno maso. Tako da mi bomo to popekli in izsušili in to naredimo tako, da lepo zložimo našo bučo na pladenj, lepo peki papir spodaj, gor dajemo bučo, eno zraven druge lepo položimo, pečemo nekje 15 do 20 minut, ventilacijska pečica 180 stopinj. Tako nekako, če še ni dosti mehko, pustimo še za 5-10 minut noter, pol pa pokažemo stvari naprej. Buča je zložena, pa bo kmalu tudi še pečena. Zdaj ta cajt, ko se pa peče naša buča, se bomo pa mi lotili naše jami omake. Kaj je jami omaka? V bistvu gre za smetanovo omako s porom in pa gobicam, lepo na maslu prepraženo vse skupaj. Bomba pride skupaj zraven z bučnimi njoki. Pa še zato, ker buča je jesenska, gobe so jesenske, tako da eno z drugim. Najprej se bomo lotili rezanja pora. Jaz vedno por, preden ga operem, ta sprednjo oziroma ta zgornjo stran pora lepo olupam dol, pol ga operem in pol se lotam lepo rezanja. In najlažje je por narezati tako, da ga lepo na kolobarčke sam lepo seckaš. Zdaj toliko pora nam je ostalo, ker tale por je bil res ogromen por, tako da smo ga nekje 3/4 uporabili. Zdaj pa vzamemo masla, lepo ga stopimo in bomo ta por gor popražili. Vzamemo metalco in lepo premešamo. Temperaturo smo majhen znižali, da se nam ne pržge vse. In zdaj v bistvu tale naš por bo tukaj noter se na našem maslu lepo pražil na srednji temperaturi. Ene 5 minut smo tole lepo pražili, ratala je taka mečken porjavela, diši noro klele, ampak rab pa še nekaj tale naš por in to je, jaz začinam te stvari malo z vegeto, kada tak dober okus. Lahko uporabljam tudi kakšno drugo mešanico začimb, karkoli vam zapaše, ampak jaz pač vedno pri teh stvarih uporabljam vegeto. In ker vzameš lepo en ščepec, pa lepo posuješ čez, to je zdaj samo za začetek, pa lepo po okusu bomo še malo dodajali stvari. Še ne 3 minutke smo popražali tole in zdaj še malenkost popopramo, pa bomo dodali noter zraven naše gobice. Naslednji korak, vzamemo gobe, jaz uporabljam kar vložene šampinjone, lahko uporabljate tudi kakšne sveže gobice, fajn jih operite, lepo jih odrežite, malo mogoče lahko dodate še vode zraven, tako da bo majhen še spustili tega soka iz gob, ker tele vložene imajo še malo pač te vode spustijo ven, tako da malo navlaži. Nekje recimo 200 gramov gobic uporabimo v tem receptu. In seveda spet premešamo. Po 10 minutah praženja tale naša zelenjava oziroma por z gobicami izgleda takole. Zdaj pa rabimo malo tekočine dodati noter in zato bomo pa uporabljali smetano. Jaz uporabljam kar smetano za kuhanje. Tukaj imam 500 ml, lahko jo uporabite po želji več, lahko jo mešate z vodo, če gledate malo na vnos kalorij pa tako, ampak jaz bom danes kar naredil tako polnovredno omakico. Tako da 500 ml smetance zlijemo noter, premešamo
in spustimo temperaturo recimo še za 2 stopnje nižji in to zdaj res lepo počas kuhamo na nižji temperaturi. Tacajt se bomo pa lotili naših njokov. Tako lekva tole lepo diši. Naša bučka je pečena in iz te buče moramo mi zdaj narediti tak pire. In kako to naredimo, lahko uporabite, ko se mehno hladi, eni delajo to z lastnim rokam, eni delajo to s tistim za pire krompir delati, ampak kar tega doma sem ga vzel, sicer ga še nikoli v življenju nisem uporabljal, ampak jaz mislim, da ni nek ful težka zadeva tole za uporabljati. V bistvu tole, ker spasira krompir, tole zadevico bomo uporabljali za našo bučo in mislim, da se lahko kar lotimo zadeve. Evo, mi smo tole našo bučo spasirali, malo smo uporabljali v bistvu za začetek tegale, ker klasični teptalec krompirja, potato masher, pa smo dali pa od tegale noter, pa še s temle malo zaribali okoli, pa je ratala takale lepa tekstura, kot en krompir, ampak če nimate tistega za obračati, lahko komod samo s tem klasičnemu steptate bučo, pa ste zmagali. Zdaj bomo pa naredili mi iz 320 gramov ostre moke, na pult ali pa na veliko dilo si dajte in samo stresamo lepo našo moko gor. Pomembna stvar tukaj zdaj je, da naredite lepo na sredini jamco in v to jamco, kle na sredini, bomo mi prestavili naš tale bučni pire. Pri tem receptu je zdaj ful odvisen, kakšna bo buča. Lahko, da bo buča mokra, da bo buča malo bolj suha in tako da ne vam bo štart tale 320 gramov moke, pa boste pa po feelingu, tako da boste dobili tako, kako bi rekel, ne vem, kompaktno testo, kompaktno maso, dodajali moko in boste videli, pač, ko boste gnetali, kdaj se vam ne prijema več na roke, kdaj lahko lepo oblikujete zadevo. Tako da pa se pa nič kar lotimo delati, se pravi, malo podeptamo dol in mi ugnetamo tole moko v našo bučo. Tole tako malo bolj umazano delo je to, ampak nekje vmes, ker ostane še malo moke, pa ker ostane še malo buče, naredite spet jamco, potrebovali bomo eno jajce, nekje srednje velikosti, ga lepo ubijemo direkt na sredino noter. In seveda nite pravih njokov, če malo ne začinimo in ker delamo bučne njoke, bomo dodali noter malenkost muškatnega oreščka. Takole še malenkost posolimo mi tele naše njoke, da ne bo čist brez okusa. Sicer smo solili že tudi omako, ampak še vse in malo dodamo še solikle noter. Vzamemo lepo vilico, malenkost razžvrkljamo jajce noter, zamešamo z začimbami in nič, spet umazano delo, začnemo gnetati naprej. Tale bučni hlebček me je pa kar namatral zdaj, moram reči, ste vidite, da sem čist tak. Ja, dodali smo v bistvu kar precej več moke, ker je tale buča bila ogromna, bila je zelo mokra, ker je bila zgleda zelo sveža. Tako da smo po mojem še enkrat več moke dali noter, ampak se pravim, po feelingu, ko gnetete, tako da se pa rada takole, da se nič več ne prime na roke. Zdaj bomo pa tole razdelili mi na 4 dele, razvarali vsak del na svaljk, narežemo približno na centimetre pa pol do 2 cm dolge svaljkce in to bomo dali pol kuhati. Voda nam je zavrela, svaljke smo narezali, vmes smo še posolili vodo, tako jo solite, ne vem, manj kot za makarone, približno tako kot za riž, ker veliko vode potegne nase in to, kot bo voda slana, bojo slani pol tudi njoki dodatno. In zdaj jih damo kuhati, pol bomo pa s tole zajemalko z luknjami ven pobrali tele naše njoke. Zdaj kuhamo njoke toliko časa, dokler ne pripravljajo na vrh, ampak te njoke bojo v bistvu, glede na to, da je že vse pripravljen, v 2 minutkah plavali na vrhu. Evo, jaz imam klele totalen nered, ampak sem ful vesel, ker vidim, da njoki že plavajo na vrh, enega sem že vmes probal in je res ekstra dober. Tako da, kar bomo zdaj naredili, vzamemo tole zajemalko, lepo primamo njoke. Evo, kot vidite, so ostali skupaj, ful sem jih na veliko narezal, no to je res. Mogoče bi lahko malenkost manjše dal, tako da, če jih vi kuhate doma, oziroma ko jih kuhate doma, lahko date malo manjše. Če ste pa navajeni takole na malo večje njoke, oziroma ste lahko rečemo kar svaljke temu leže, pol pa komot imate takle velike. In zdaj isti postopek, pač ponovimo še za vse ostale njoke, pa še omako dodamo, pa je to. In zdaj, ko imamo kuhane njoke, imamo kuhano omako, to samo zložimo na krožnik. Ne bomo nič komplicirali, lepo vzameš najprej njokce, položiš na en del krožnika, vzamemo omako,
Malje prelijemo čez njoke. Malje damo pa še zraven za tiste, ki radi še malo pol pomakajo. In je naša jed lepo pripravljena. Se pravi, imamo omakco, imamo njoke, itak pa da klele še pol pridejo zraven še njoki pa omake, še ful velika nekomu jedel, ampak tako, da ni preveč vsega na krožniku. To je to, bučni njoki z jami omako. Zdaj pa se veste, najbolj pomembna stvar, uživajte in pa dober tek. Mi gremo pa tole jesti.